Spoštovana gospa Susan Sirc, spoštovana gospa Nadja Sirc, spoštovana gospa Liesl Bix Davison, spoštovani sorodniki dr. Ljuba Sirca, visoki gostje, dragi prijatelji. Dear Mrs. Susan Sirc, dear Mrs. Nadja Sirc, dear Mrs. Liesl Bix Davison, dear relatives of Dr. Ljubo Sirc, dear distinguished guests, dear friends, topline človeškega srca in duha se ne da zaigrati. Ali je pa ni. Človek jo nosi v sebi in izžareva na obrazu. Čuti se v stisku roke, ki te ne pusti ravnodušnega, sliši se v izgovorjeni besedi, ki te ogreje. To je dar, ki ti je položen v zibelko ob rojstvu. To je dar, ki ga je prejel, gojil in na novo obogatil tudi dr. Ljubo Sirc. Življenje mu ni bilo naklonjeno. Na poti so ga čakale ovire, ki so ga hotele ukloniti in zlomiti. On pa jih je sprejel kot izziv, ob njih rastel in jih spreminjal v prednosti. Bil je pokončen mož, zagovornik pravičnosti, dane besede in visoke morale. Med vrednotami je svobodo in človeško dostojanstvo postavljal na najvišje mesto. Miselno ni obstal na mestu, ampak je bil dejavno predan delu, razvoju in napredku. Stati je zanj pomenilo umreti. Z veličino pogumnega Slovenca, Evropejca in svetovljana je oblikoval miselne tokove, ki bodo v zgodovini človeštva pustile sledi. V življenju je dosegal najvišje vrhove kot profesor
ugleden mednarodni ekonomski strokovnjak, raziskovalec in znanstvenik, a vedno in najprej je ostajal človek. Mož, oče, sogovornik, prijatelj. Ponosni, da smo ga spoznali, da smo mogli z njim deliti košček bivanja na tem svetu, se ga spoštljivostjo spominjamo. O slovenskem domoljubu in demokratu, dr. Ljubu Sircu, bodo spregovorili gospod Boštjan Trilar, župan mestne občine Kranj, dr. Andreja Valič-Zvir, predsednica inštituta dr. Jožeta Pučnika in direktorica študijskega centra za narodno spravo, gospa Sirc, soproga dr. Ljuba Sirca, ter gospod Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke in poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Spominski večer bodo s pesmijo obogatili pevci Gorenjskega okteta. V ozadju pa lahko spremljate prezentacijo, ki jo je s pomočjo sorodnikov in prijateljev dr. Ljuba Sirca pripravila Maja Zupančič. Slovinec sem, tako je mati djala, kome je bite pestovala, Zatorej gorovim, slovinec sem. Zatorej gorovim, slovinec sem. Jaz ljubim očetnjavo, gorim za njeno čast in slavo, Kar čutim, to povim, slovinec sem. Kar čutim, to povim, slovinec sem. Slovinec sem, od zibeli do groba, neka ne moja se zvestoba, da se kdaj reči smim, slovinec sem, da se kdaj reči smim, slovinec sem. Spoštovani udeleženci spominske slovesnosti ob zadnjem slovu dr. Ljuba Sirca, spoštovana gospa Suzan Sirc, gospa Nadja Sirc, dear Mrs. Suzan Sirc, dear Mrs. Nadja Sirc, spoštovani sorodniki, prijatelji in sodelavci dr. Ljuba Sirca, dear relatives, dear friends, dear colleagues of dr. Ljuba Sirc. Ko se življenje konča, izguba prinese veliko bolečine. Ko odide velik človek, beseda zastane in v tihi žalosti se spomnimo njegovih dejanj. Danes se poslavljamo od dr. Ljuba Sirca, častnega občana mestne občine Kranj.
Porodu je bil Kranjčan iz podjetniške družine, sin znanega kranjskega trgovca in industrialca Franja Sirca iz Zdenke Pirc, ki je bila hči kranjskega politika Cirila Pirca. Dr. Ljubo Sirc je bil pravnik in ekonomist, uveljavljen tudi v mednarodni ekonomiji in ustanovitelj Londonskega inštituta za proučevanje komunističnih oziroma postkomunističnih gospodarstv. Kljub letom je vedno rad pripotoval v Kranj in se vračal v svoj dom, kjer je odraščal in za katerega še vedno skrbi njegova sestrična Darja Okoren. Napisal je tudi 2 zajetni knjigi v slovenskem jeziku. Če pogledamo nazaj skozi prizmo njegovega dolgega in plodnega življenja, vidimo najprej mladeniča, ki je odraščal v nemirnih časih med obema svetovnima vojnama in se je že zelo mlad odločil, da bo prispeval k skupnosti in v strokovnih krogih. Njegov prvi študij je bil pravo, na katerega se je vpisal tik pred drugo svetovno vojno leta 1939 ter takoj predsedoval Kranjskemu akademskemu študentskemu društvu. Vojna in grozeče preganjanje so terjale, da se je družina preselila v Ljubljano. Kot liberalec po svetovnem nazoru se je v politiko vključeval tako med drugo svetovno vojno, kot po osvoboditvi in se angažiral tudi v tujini. V političnem razmišljanju in ciljih, ki jih je videl, se je razlikoval od takratne vodilne usmeritve in prišel tako navzkriž, da je doživel preganjanje, pa tudi smrtno obsodbo, 7 let zapora in končno pomilostitev. Vse te razmere so ga vodile v svet, kjer se je ustalil v Veliki Britaniji v Glasgowu in predaval na različnih univerzah. Dr. Ljubo Sirc je bil svetovljan, ki je v pogledu na svet in razvojni perspektivi bil daleč pred svojim časom. Videl in razumel je poti politike, želel in se angažiral, da bi prispeval svoje znanje. Tako se je po osamosvojitvi konec 80-ih let prejšnjega stoletja vrnil v domovino in se vključil v novo nastajajočo politiko pri liberalni demokraciji Slovenije, kjer je leta 1992 tudi kandidiral za predsednika države. Čeprav ni bil izvoljen, je še naprej ostal angažiran in bil pripravljen svetovati ter pomagati. Bil je demokrat in je tudi tako živel in delal. Njegov prispevek pa so prepoznali tudi v njegovi drugi domovini, saj je za širjenje demokratičnih idej leta 2001 prejel britansko odlikovanje Commander British Empire. Mestna občina Kranj je dr. Ljubu Sircu leta 2003 podelila naziv častni občan. Njegove misli in razlage, ki jih je povedal v javnih nastopih, so danes še prav tako aktualne, če ne še bolj aktualne kot takrat, ko jih je izrekel. V imenu vseh občank in občanov Kranja, kot župan mestne občine Kranj, izrekam iskreno sožalje soprogi, gospe Suzan Sirc in hčerki, gospe Nadiji, ter vsem bližnjim in žalujočim. On behalf of the citizens of Kranj, and as a major, I express our sincere condolences to Mrs. Suzan Sirc and Mrs. Nadia Sirc and the other in the family as well. Dr. Ljuba Sirca bomo tudi v Kranju ohranili v globokem spominu. We will always remember Dr. Ljuba Sirc and his work. Spoštovani soproga in hči dr. Ljuba Sirca, Suzan in Nadia, dear Lizel, njegova neutrudna sodelavka, spoštovani sorodniki, gostje, kolegi, sodelavci, seveda prijatelji, dear relatives, friends, colleagues, dear distinguished guests, allow me to speak in Slovenian and we will try to translate it later. Kot je bilo danes že veliko povedanega, kot je ravnokar povedal kranjski župan, smo danes k zadnjemu počitku pospremili človeka, ki mu je bila svoboda najvišja vrednota. Velikega slovenskega domoljuba in demokrata, političnega dizidenta, vrhunskega znanstvenika, pravnika, ekonomista, visokega nagrajenca britanske kraljice, častnega občana mestne občine Kranj in seveda ljubljenega moža, očeta, sorodnika in dobrega prijatelja, dr. Ljuba Sirca. Življenje mu ni prizanašalo, saj je živel v sistemu, ki ni dovoljeval svobode misli in dejanj. Ta sistem je bil neizprosen do vseh, ki se niso uklonili pritiskom
usmerjenim proti človekovemu dostojanstvu. Kot pokončen in pogumen človek je dr. Sirc ostal zvest resnici, se za resnico boril in jo branil. In s tem je tvegal največ, kar človek ima, to pa je življenje. In Ljubu Sircu je totalitarna komunistična mašinerija želela odvzeti prav to, življenje. V političnem sodnem procesu ga je leta 1947 obsodila na smrt. Ampak Ljubu, ki je bil, kot smo slišali, rojen v Kranju leta 1920, je usoda namenila drugačno pot. Podobno kot drug velik politični dizident, dr. Jože Pučnik, je v naslednjih letih tudi Ljubo prehodil tvegano pot enega najbolj znanih slovenskih političnih dizidentov in se z mogočno in neizbrisljivo sledjo vpisal med velikane slovenske polpretekle zgodovine. Usoda Sirca in Pučnika je v marsičem povezana. Oba sta bila svobodomiselna, kritična do obstoječih razmer, ki jih je vzpostavljala komunistična oblast. Oba sta se ji upirala in oba sta se bila pripravljena angažirati pri premagovanju ostankov totalitarnega režima konec 80-ih in v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Kot smo danes že nekajkrat slišali, je bil Ljubo aktiven že kot študent Pravne fakultete v Ljubljani, ko je predsedoval Kranjskemu akademskemu študentskemu klubu. In potem, ko se je priključil skupini levičarskih intelektualcev v Ljubljani in se povezal s Črtomirjem Nagodetom in skupino Stara pravda. In ta skupina, kot smo danes tudi že slišali, je ob začetku vojne leta 1941 želela prav tako se upreti okupatorjem, ampak zaradi ukazov Osvobodilne fronte, da razen v okviru komunističnega upora proti okupatorju to ni mogoče, seveda je Stara pravda ugasnila. In tudi družina Sirc je takrat ob začetku vojne seveda utrpela hudo škodo. Očetu Franju so zasegli tovarno v Kranju in drugo premoženje in družina se je bila primorana umakniti na varno, ker sicer bi se jim zgodilo bog ve kaj. Umaknili so se v Ljubljano, v italijansko zasedbeno cono. Njihova tovarna je bila spremenjena v tovarno letalskih delov za nemško letalsko industrijo in potem leta 1945 požgana. Torej, ta Stara pravda je bila, kot sem dejala, izključena iz Osvobodilne fronte in Ljubu je uspelo pred kapitulacijo Italije, torej pred septembrom 1943, pobegniti v Švico in, kot je sam rekel, je želel tam razlagati ljudem, kaj pravzaprav komunisti v zasedeni Jugoslaviji počnejo, ampak je dejal, kot mulcu mi seveda niso verjeli, nihče mu ni verjel. In tako se je Ljubo potem, ko je Churchill dal zeleni znak za sodelovanje jugoslovanskih partizanov in vlade v Londonu, priključil 5. prekomorski brigadi in se z njo vrnil nazaj v Slovenijo. Leta 1945 je v Ljubljani diplomiral iz mednarodnega prava in se kot prevajalec, tolmač, nadobudni mladenič zaposlil na tiskovnem uradu republiške vlade. Ampak že kmalu zašel v nemilost pri tedanjih oblasteh. Namreč Ljubo je še vedno kot svobodomiselen človek skupaj s Črtomirjem Nagodetom sanjal o tem, da bi organizirali nekomunistično opozicijo. To pa so bile izjemno nevarne sanje. In povod za njegovo aretacijo naj bi bili stiki z Britanci, Francozi, Čehi, z bivšimi člani londonske vlade. In avgusta 1947, kot smo že slišali, je bil skupaj s 15 ljudmi, med njimi tudi profesorjem Borisom Furlanom, Angelo Vode,
in še drugimi znanimi obsojenci obsojen na znamenitem enem najbolj razvpitih procesov, tako imenovanem Nagodetovem procesu, na smrt. Črtomirja Nagodeta so ustrelili, Ljubo pa je bil pomiloščen na 20 let zapora, prisilnega dela in 7 let preživel v zaporu, 7 let in pol, od tega 2 leti v samici. To opisuje tudi v svojih knjigah. Najbolj znana je Dolgo življenje po smrtni obsodbi, ki vam jo seveda toplo priporočam v branje. Ampak želela bi pa povedati, da Ljubo ni bil edina žrtev iz Sirčeve družine. Zaprli so tudi njegovega očeta, Franja Sirca. Bog ve zakaj, se ne ve, ampak Ljubu je to pravzaprav ležalo na duši vse do konca. Ljubov oče Franjo Sirc je dobil 10 let zapora. Po 4 letih je hudo zbolel in umrl. In stric Metod Pirc iz iste družine je dobil 20 let zapora in bil izpuščen po 6 letih. Ko je bil Ljubo leta 1954 izpuščen iz zapora, seveda zanj v Jugoslaviji ni bilo ne službe, ne prihodnosti. Obenem pa ga je tajna politična policija v podobi Mitje Ribičiča Cirila silila k sodelovanju. In zato je že leta 1955 preko Italije zbežal v Veliko Britanijo. Tam se je zanj začelo drugo življenje. Nastanil se je v Londonu, kjer je delal pri BBC, torej britanski televizijski in radijski družbi. Leta 1960 je na univerzi v Švici, v Friburgu, doktoriral iz ekonomije. Sam je dejal, da to ni bila bog ve kako ugledna univerza, ampak je bil vesel, da je lahko tam dokončal študije. In v Veliki Britaniji se je ustvaril tudi družino. Ekonomijo je poučeval na različnih šolah, tako v Veliki Britaniji, kot tudi v Združenih državah Amerike. Največji del svoje delovne dobe pa je preživel v Glasgowu, kjer je predaval ekonomijo. Je avtor številnih knjig o mednarodni ekonomiji. Ampak njegov prispevek k kritiki komunizma je pa mogoče tisto, o čemer vsi premalo vemo, ampak bomo morali še mnogo izvedeti o tem. Namreč v času, ko je bil komunizem še zelo zacementiran sistem, ko je bila hladna vojna na vrhuncu, sta bila 2 človeka, 2 Slovenca, ki sta pisala o tem, da je komunizem sistem, ki je obsojen na propad. Eden je bil dr. Jože Pučnik, ki je razložil, da je komunizem nasproten človekovi naravi, ki teži k svobodi, k avtonomiji. Drugi pa je bil dr. Ljubo Sirc, družina Pirc, Sirc, ki je pa pisal o tem, da je komunizem sistem, ki enostavno ne more preživeti, ker temelji na posojilih. Ni vzdržen, ekonomsko je nevzdržen in ko je teh posojil enkrat konec, je tudi komunizma konec. In zaradi teh svojih stališč je bil seveda na univerzi nepriljubljen. Rada bi povedala še to, da je bil dr. Ljubo Sirc v samostojni Sloveniji sodno rehabilitiran. Ampak vendarle, Nagodetov proces ostaja eden večjih madežev v povojnem sistemu, v povojnem sodnem sistemu na Slovenskem. Ampak gledajte, zgodba še ni končana, kajti Ljubu so zadnja leta grenila neuspešna prizadevanja za vrnitev družinskega premoženja. To je bilo zaplenjeno ob nemški zasedbi. In kot nekakšen hlapec Jernej je dolga leta iskal pravico na slovenskih sodiščih, potem pa tudi Evropsko sodišče za človekove pravice ni prisluhnilo, je bilo neobčutljivo za kršenja človekovih pravic, za pravico do enakosti pred zakonom, za pravico do sojenja v razumnem roku in tako naprej.
In tako je Ljubo doživljal pravzaprav ponižanja od vernih naslednikov tistih, ki so ga obsodili na smrt in uničili družino Sirc. Ampak vendar, naj zaključim s tem, da je Ljubo ostal optimist, sijajni intelektualec, ki se je po osamosvojitvi Slovenije vsako leto vračal v domovino in oral ledino po vojni uničenega slovenskega ekonomskega liberalizma. In vsakoletni Sirčevi seminarji z sijajno mednarodno udeležbo znanstvenikov z vsega sveta, to so bili pravi vrelci svežih idej, pravi balzam za svobodomislece, to so bile analitične refleksije in izjemno pomembni dogodki. Kljub razočaranju nad kvazi-liberalci, ki so ga na nek način izrabili v predsedniški tekmi leta 1992, je Ljubo ohranil živo zanimanje za slovensko politično prizorišče in svoje vrednote poistovetil z vrednotami Slovenske demokratske stranke, v katero se je vključil leta 2010. In naj zaključim z besedami, da mi je v posebno čast, da sem bila s sodelavci Študijskega centra za narodno spravo deležna Ljubove prisrčne naklonjenosti, pozornosti, da nam je dostikrat pisal, da je za nas pripravil kakšna razmišljanja, da nas je obiskoval. Skratka, res smo mu hvaležni, pa ne samo zato, ampak predvsem zato, ker nas je in nas bo še naprej s svojo pogumno, neomajno držo opogumljal pri našem delu. In zato smo mu res iskreno hvaležni. Izrekam še enkrat sožalje družini in naj Ljubo mirno počiva v domači slovenski zemlji. Deklica, ti si jokala, deklica, ti si jokala, ti jokaš brez miru. Ne obupaj, roža zala, ljubi trpi brez strahu. Ljubi, ljubi, trpi, trpi, ljubi, trpi brez strahu. Tako zdaj teku solzice, saj neplodno zemljo ne teku. Žnih ranile cvetlice, žnih rodil, semenec sreče bo. Deklica, ti si jokala, deklica, ti si jokala, ti jokaš brez miru. Ne obupaj, roža zala, ljubi trpi brez strahu. Ljubi trpi brez strahu. Hope you can hear me. I'm sorry I have to address you even briefly, just in English.
but we never had the opportunity to make a home here. And I came and went for many years just by myself with Nadia. And we used English or German, which is the language that I taught for 38 years. And I never really had the opportunity to immerse myself in Slovene. But for 45 years, 40 of them married, Ljubor was really the center of my life. And I first came to Kranj in 1974, having passed the obligatory mother-in-law test. I could cook, I could do a bit of housework. I was invited to Kranj. It was clear when I came that this was a very special place and a place of huge formative influence on Ljubor. His family, his ancestors were talked about all the time. I studied the family tree. I was taken to the Bleiweiss house by Ljubor's mother, who admired the fittings in the house. This was her line of the family. Ljubor's great-grandfather, I think, or maybe great-great-grandfather, was the brother of the famous Janis Bleiweiss. For some reason, during the communist period, this was hardly ever mentioned. It was perhaps not even known. So it's not surprising that Ljubor always intended to be returned to Kranj at the end of his life and be buried with his parents and indeed his grandparents. And a few graves along, some of you may have noticed the great-great-grandparents. So we accomplished this today in a second funeral, the first having been held in Glasgow on December the 15th. And I wish to thank the organizers of this memorial event, above all Gospod Janša and Dr. Andrea Vališ-Zver, for the respect shown towards Ljubor today and towards his enormous intellectual contribution to the struggle to establish freedom and democracy in Slovenia. And of course, we must not forget the other former communist countries. Some of you may have noticed that the London Times newspaper yesterday published a lengthy obituary. That was Thursday. It offers a very vivid account of Ljubor's early life, but for some strange reason fails to give a rounded picture of later developments. This is mainly, I suppose, because it was written for a British audience and perhaps certain areas of his activities were not considered to be of utmost interest. But even there was no mention of Ljubor's return to Slovenia after 34 years spent abroad. It's a very odd thing to miss out. And neither does it mention his bid for the presidency, although that was a bit of a disaster in 2002. And although denied high political office, as was evidenced then, his influence has, of course, been felt in many areas of public life in Slovenia, and it has stimulated discussion amongst the younger generation, which Ljubor held to be extremely important. He was always keen to go to the summer camps, to speak to students in any country, in fact, but in particular in Slovenia. In 1988, Ljubor made his first visit to a country still under communist control, and that with great trepidation. I was with him. I could feel the stress building up as we passed on the train through the
border area and then entered Hungary. This was an important occasion, as it turned out. We were attending a conference on economic reforms in Győr, in Hungary, and this was where, I suspect by pre-arrangement, in the corridor, he met the young Russian reformer Anatoly Chubais, who later introduced him to Yegor Gaida, who was to become briefly the Prime Minister of the whole of Russia. These encounters led to a series of visits to Moscow and St. Petersburg, and as well to seminars and publications at the London Centre for Research into Post-Communist Economies, CRCE, of which Lubor was the founder-president and was greatly supported by the executive director, Liesl Biggs-Davison, who is with us today. This whole aspect of his life, which had become very important, was totally omitted from the London obituary. But in ways like this, as the eminent British economist, Professor Philip Hanson of Birmingham University, has described in a letter, Lubor was truly a great man who became an inspiration to the younger generation of intellectuals, even in Russia. And I quote Professor Hanson, "The people he inspired, starting with Yegor Gaida, had enormous influence. Even now in Russia, the reforms that Lubor contributed so much to have not been eradicated. They have been blunted, but not reversed." I think that's a fine tribute. In 2010, Lubor was, as a result of these connections, awarded the Leontiev International Medal. And here I quote from the citation, "For his outstanding achievements..." Oh, that's it, that's the Leontiev Medal. Well typed. As a researcher of socialist economies, a theorist and practitioner in the field of market reforms in former socialist countries. In his acceptance speech, Lubor acknowledged his mentors, such as Friedrich von Hayek and Alexander Bilimovich, the latter professor from the Ljubljana Law Faculty. He discovered that Bilimovich had corresponded with Friedrich von Hayek. So there was a real link which made great sense to Lubor. Other things that were omitted from the Times obituary and from many appreciations of Lubor, his membership of the Liberal International as one of the exile members. I think actually the other member was Adil Zulfikar-Pasic, his friend from Bosnia. And there was no mention, or not much mention has been made of the Montpellier Society, founded by Hayek. And Lubor's friendship with various international figures like Salvador de Madariaga, the well-known Spanish opposition figure during the Franco years. All of these people became mentors and indeed friends. Friedrich von Hayek came to our house. We went to visit Madariaga near the end of his life, and Lubor felt completely at home in this larger world of economic and political experts. Failing eyesight and ill health,
meant that towards the end of his life, Ljubo was unable, sadly, to absorb much of the political events of the last year across the world. However, he remained interested in former Yugoslavia in particular, and again, this is within weeks, really, of his death. He had started reading Christopher Bennett's new and troubling analysis of the contemporary situation in Bosnia, a book entitled Bosnia's Paralyzed Peace. And I think Christopher's mother is sitting somewhere in my audience. The connection we have as a family with Christopher Bennett is that his father was at King's College London with me, studying German, and his mother attended the gymnasium in Kran. They met in America and married and had 4 sons. One of them is the Bosnian expert, Christopher Bennett. So, to sum up, how will Ljubo be remembered? This is a difficult thing for us to formulate because we are so close to him. First of all, as his family, and then you, his friends and colleagues. We need a certain distance, the distance of history. And indeed, it will be professional historians who will be left to assess that. They will not have an easy task because he worked in anything up to 8 languages. Even in prison, he was keen on doing basic Arabic together with Vitomil Zupan, his then cellmate. And they made a bit of progress. That would have been his 9th language. He published and conversed to a very high, to the highest level. He in many of these languages, at least 6, he would never ask for anybody else to check them at all. There would be no need. So how would we sum him up? Certainly, it's been stressed that he had no bitterness. In that way, he personified Christian values, really. Never feel anger. You can defeat it by deflecting it. Never feel bitter. Never judge. Even towards those who mistreated him, he was very forgiving. Once he met Ribicic on the pavement. At home I said, "What on earth did you do? Did you cross the road?" He said, "No, we just lifted our chins in acknowledgement of each other and walked on. We had nothing to say, but we said to ourselves, oh, it's you again." So he will be remembered for his tolerant nature. And indeed, he never took the opportunity to examine the many pages, I think somebody said 2,000 pages, of secret police reports about himself, which are in the National Archives. He preferred, in fact, never to discover who had betrayed him. And knowing, as he repeatedly said about people involved in these situations, that they would, of course, have been put under intense pressure to elaborate stories about their neighbors, their colleagues, and associates. To sum up, it was a great privilege to share this life. Spoštovani člani zbora, gospe in gospodje, dear Susan, Nadia.
Veliko je bilo povedanega danes tukaj, tudi že prej na pogrebu, na slovesu o dr. Ljubu Sircu in ne bi se rad ponavljal. Čeprav je njegovo življenje naravnost filmsko in je verjetno veliko stvari, ki je bilo tukaj še nepovedanih, vendar vsi ne poznamo vsega. Zato bi rad z vami podelil spomin nanj, predvsem preko mojega prvega srečanja z njim in preko najnega zadnjega daljšega pogovora oziroma razgovora, lahko bi rekel, kar dolgega klepetanja pred 7 leti, ko se je pridružil Slovenski demokratski stranki. Bilo je leta 1988, ko sem ga prvič srečal. Bila je jesen, kakor 2 meseca potem, ko so nas spustili iz vojaškega pripora na Metelkovi, po tistem procesu pred vojaškim sodiščem na Roški, ko sem nekega dne dobil domov obvestilo, da lahko dobim potni list nazaj. Šel sem ga iskati in 2 dni zatem smo na Odbor za varstvo človekovih pravic dobili tudi vabilo za obisk britanskega parlamenta. To je bilo naslovljeno osebno name in jaz sem seveda odločil, da grem. Nisem opoznal ozadja, niti tega, kdo je se to organiziral. Ko smo prispeli v London, nas je tam počakal dr. Ljubo Sirc. To je bilo moje prvo srečanje z njim. In naslednji dan, 3 mesece in pol po tistem mračnem času v vojaškem priporu na Metelkovi, sem povsem nepričakovano sedel v britanskem parlamentu in lahko nagovoril velik del britanskih poslancev. Celoten obisk, poleg mene je bilo tam še nekaj disidentov iz ostalega dela takratne Jugoslavije. In celoten obisk, tako logistično kot tudi politično, je organiziral dr. Ljubo Sirc. Bili smo nekaj dni v Londonu, veliko smo se pogovarjali o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti z Slovenijo, tudi celotno takratno Jugoslavijo. In takrat sem videl, da je dr. Sirc pravzaprav rojen nepopravljiv optimist. Vse nas je prepričeval, da bo Sovjetska zveza razpadla, Jugoslavija bo razpadla, ker komunistični gospodarski sistemi ne morejo preživeti svojega prebivalstva. In je to zelo strokovno in teoretično dokazoval. Tisti, ki smo prihajali iz Jugoslavije, še posebej smo bili malo skeptični. Recimo dejal, pač dobro, tolčemo revščino, ampak to se dogaja že dolgo časa, pa še nič ne propade. V vojaškem priporu ne visi sem slika maršala in diktatorja Tita, ampak tudi Leninova slika še vedno. Skratka, gre za neko ideologijo, ki ni mar, ko živi prebivalstvo in za nekatere pa itak dobro preskrbljeno. On se s tem ni strinjal in je vztrajal, da vidi iz svojih študij, da se bliža konec, tako Sovjetski zvezi kot Jugoslaviji, kot komunistični državi, in da do tega prišlo zelo malo. Zdaj iz Londona smo skupaj odpotovali v Pariz na kongres Liberalne internacionale. Kot je prej dejala gospa soproga, je bil dr. Ljubo Sirc član Liberalne internacionale kot zastopnik liberalcev iz znanstva iz bivše Jugoslavije. On je bil tam zelo cenjen. Bili smo sprejeti kot delegacija celo pri takratnem pariškem županu Jacques Chiracu. Srečal veliko pomembnih ljudi. Liberalna internacionala je bila takrat nekaj drugega, kot danes je bila pomembnejša. Predsednik je Soares, prvi predsednik vlade po
demokratizaciji Španije, pri koncu španske Frankove diktature. In je bilo veliko govora o tem, kako treba pomagati z novim demokratičnim silom v komunističnih državah, da pride do sprememb. To je bilo prvič, da sem jaz neposredno fizično začutil, da nismo sami, da je neka podpora in da pač ni tako, kot je takrat, kot nas je oblast prepričevala, pa tudi mediji in tako naprej, da nihče dosti ne zanima, razen sovražne emigracije in tujih obveščevalnih služb, seveda, kaj se dogaja z nami in kaj bo za Slovenijo in Jugoslavijo. Takrat in tudi v naslednjih mesecih je dr. Ljubo Sirc pomagal navezati še številne druge politične kontakte z vplivnimi političnimi dejavniki po Evropi in v svetu. Tudi z disidenti ali pa predstavniki novo nastajajočih demokratičnih gibanj v vzhodnem bloku, Madžarski, Rusiji tudi. In to je bilo izjemno pomembno za takrat nastajajočo demokratično alternativo oziroma kasnejšo opozicijo v Sloveniji. Je bilo to nekaj, brez česar se pravzaprav niti ne mogli formirati v tistih začetkih, ker ni bilo znanja, ni bilo vedenja, kako se to sploh počne. Predvsem pa je šlo za samozavest, za to, da se je dobila potrditev, da nismo sami, da se to dogaja tudi drugod, da to ni zgolj neka eksotika v neki državi, vse ostalo je pa stabilno, blokovska delitev, v kar se ne posega, nihče se ne bo mešal, meje so nedotakljive, ne se vmešavati notranje zadeve držav in tako naprej, to so nekako naučeni. In si ti stiki, mnoge je ravno dr. Ljubo Sirc organiziral, so pač odpirali nove perspektive. Tako da ta del njegovega delovanja, kjer je pomagal ne samo nam, pomagal je tudi novim demokratičnim strankam ali pa zametkom teh strank zvez gibanjem v ostalih takratnih republikah bivše Jugoslavije. Pred Parizu sem pa srečal tudi Aljo Izetbegoviča, kasnejšega predsednika Bosne in Hercegovine, ki je tudi živel nekaj časa tam v izgnanstvu in se je dobro poznal z Ljubotom. Ljubo je pomagal tudi pri teh prvih demokratičnih spremembah ali poskusih sprememb v samem centru takratnega komunizma oziroma socializma v Rusiji. Nekateri ljudje, kot je bilo že prej omenjeno, s katerimi je takrat sodeloval, so kasneje za nek kratek čas tudi uspeli voditi to postsovjetsko Rusijo. Na temu dodam sem to, da bi človeka, kova dr. Ljuba Sirca, z izjemnim poznavanjem ruskega prostora, celotna Evropa rabila ravno danes. Dr. Sirc je pravočasno opozarjal, kaj bi moral Zahod narediti in na kaj bi se moral usmeriti in osredotočiti, ko je šlo za tako imenovano tranzicijo v Rusiji, ki ga pravzaprav nihče ni poslušal. Vse je bilo osredotočeno zgolj na trgovino, na vire, na energetiko, kako poceni pokupiti energetske in pač druge vire v Rusiji, tranzicija, dekomunizacija, vrnitev neke normalnosti, to je bilo vse v ozadju, ki je Zahod naredil strateško napako. Rezultat tega je sedanja oblast v Rusiji in vse težave, ki jih imamo in obojene hladne vojne ponovno, okupacija Krima ali pa vojno stanje v delu Ukrajine, sankcije, cel kontinent trpi zaradi tega, ker je bilo v določenih letih narejeno veliko napak. In če berete študije dela, prispevke dr. Ljuba Sirca o tistem času, boste videli, da je na to pravočasno opozarjal.
pa ga ni nihče poslušal. Danes se je to bolj pripravljeno poslušati, samo žal profesor Sircev ni več. In tudi ljudi, ki bi imeli takšno znanje in takšen kaliber, imeli tudi take zveze tam v tej demokratični sferi v Evropi, skoraj da jih lahko preštejemo na prstene roke. Če zdaj preskočim v ta zadnji del, leta 2010 mi je sestra, ki je pomagala pri izdaji te njegove zadnje knjige, rekla, da bi se dr. Ljubo Sirc ob 90. obletnici želel vključiti v Slovensko demokratsko stran. Poklical sem ga in sva se dobila, da sem imel pristopno izjavo, je pač se je izpolnil rekoč. Po mojem 90. letu nisem več naivn, zato sem bom pridružil. On je bil vedno hudomušen, sem dolg čas razmišljal, kako je bil označen ta njegov humor, mislim, da je bila neka kombinacija med britanskim in gorenskim humorjem. In dejansko, kot je bilo, kot je prej gospa soproga dejala, sem se za dr. Sirca velikokrat srečal, velikokrat sva se pogovarjala. Nikoli ga nisem videl zagrenjenega. Nikoli ga nisem videl zagrenjenega. In enkrat sem ga tudi vprašal, kako da je tak optimist. Ravno mi je razlagal te kalvarije z denacionalizacijo, z vrnitvijo premoženja. Te, bom rekel, neverjetna polena pod noge, ki so se mu metala. Stvari še vedno delno niso rešene. Rekel, zakaj ste tako optimist? Je rekel, mene so obsodili na smrt, pa jim ni ratal. Kaj hujšega se mi lahko zgodi, se pravi. Treba je biti pozitiven in optimističen. No in na tem zadnjem daljšem pogovoru sem jaz tudi spomnil na njegov optimizem leta 1989, ko je dejal, da je s komunizmom konec. Da je samo še vprašanje nekaj let, ko bo komunizmu konec. In dejansko Sovjetska zveza je razpadla, Jugoslavija razpadla, Varšavski blok je razpadel, Berlinski zid je padel na tej tehnični ravni. In seveda prav, en redki, ki je to napovedal prej se je zgodilo. Seveda, ostanki so pa še precej trdoživi. Jaz sem me vprašal, če se spomnite teh napovedi in kako komentira preživetje teh ostankov, s katerimi se tudi on osebno še vedno spopada in tako naprej. In dr. Sirc je dejal, da ga je to presenetilo. Da ga je to presenetilo. Še posebej je dejal, me presenetila trdoživost teh ostankov v Sloveniji. Ko spremljam dogajanja na Poljskem, na Madžarskem, na Češkem, Slovaškem, celi srednji in vzhodni Evropi. In zanimivo, trdoživost tega je največja ravno v Sloveniji pa v Rusiji. V dveh prostorih, ki jih najbolj poznam. In to bo še trajalo. Rekel je, kaj ti ni preživel organizem kot komunizem, ta ni sposoben preživeti. Preživeli so kot paraziti, ker se je sistem, ideologija, ostanki so se priklopili na nekaj, kar je zdravo in svoj življenjski sok črpajo iz tega. In zaradi tega bo to dolgotrajno, ker če vzameš premočno zdravilo, uničiš tudi osnovno rastlino, na kateri se parazit napaja. Torej, to nekaj drugega kot padec Berlinskega zidu in tako naprej in se boste s tem ukvarjali še dolgo časa po novi smrti. Na tej točki ni bil ravno največji optimist. Dejal pa je, da
ga zelo veseli, da so vse te njegove študije, vse to njegovo ukvarjanje z ekonomijo komunističnih držav, so veliko prispevale k tistem prelomu, ki je seveda na formalni, na državni ravni, vendarle po padcu Berlinskega zidu omogočil ponovno združitev Evrope, to, da na desetine milijonov ljudi, ki so pač prej živeli za železno zaveso, več ali manj živijo v svobodi in miru, blagostanju. Se je Evropa ponovno povezala, te železne zavese ni več in sem videl v tem pogovoru, da ima v tem tudi znatno osebno zadoščenje. Ja, mi je tudi, veste, star sem 90 let, zato ne pričakujte od mene zdaj, da bom kaj več delal kot plačeval članarino. Sem povesel, da je ta izbira premišljena, kajti danes nisem več naivan in na slovenski politični prostor ne gledam tako kot pred 20 ali pa 25 leti. Jaz sem ga zelo potolažil, ko sem rekel, da daleč od tega, da bi bil samo on naiven takrat, pravzaprav smo bili naivni vsi, pričakovali smo drugačen razvoj dogodkov, pričakovali smo, da bo Slovenija postala tista, za kar smo tudi glasovali na plebiscitu, pričakovali smo, da ljudje, ki so v prejšnjem režimu držali škarje in platno v rokah, da bodo vzeli za dobro to, da se z njimi ni nič zgodilo, da bo prišlo do sprave glede teh traumatičnih časov preteklosti. No, tukaj me je dr. Sirc pri teh razmišljanjih ustavljanju rekel, do sprave ne bo prišlo, dokler ne bo prej spregovorilo pravo. Vsaj na simbolni ravni mora vladavina prava tukaj nekaj povedati o preteklosti. Kajti zločin je zločin, ne glede na to, ali ga povzročiš na levici ali na desnici, ne glede na to, ali je opravičevan s takšnimi ali pa drugačnimi ideološkimi cilji. In dokler se v družbi to jasno ne pove in ne razloči, tudi ni možno za naprej graditi zgradbe na nekih trdnih temeljih. Zdaj, veliko tega bolj poglobljenega, kot je tisti najin razgovor, najdete v njegovih delih. Eno od velikih bogatstev, ki jih Slovenija dobiva po dr. Ljubu Sircu, ni samo ta njegova izkušnja in to, kar je on naredil, ampak je tudi to, kar je ohranil za sedanjost in za zanamce. Vse to, kar je napisal, vse to, kar je ohranil, kar je potegnjeno pozabil, kar je možno študirati, proučevati in kar vpliva na razmišljajoče ljudi. In tukaj z tega mesta tudi prvič zahvala vsem, ki ste sodelavkam, sodelavcem, družini, ki ste pomagali, da spomini in ugotovitve niso zgolj nekaj, kar bo šlo z njim, ampak je ostalo zapisano, posneto, zabeleženo, tako ali drugače. In apel na vse tiste, ki se boste zdaj ukvarjali z njegovo zapuščino, ki še ni objavljena, natisnjena, da se to uredi, da to čim prej na razpolago, ker tukaj še veliko neodkritega intelektualnega bogatstva, ki ga tako Slovenija kot Evropa v teh časih zelo potrebuje. Vsekakor pa, kot je v neki priliki zapisal dr. Milan Zver, dr. Ljubo Sirc je zaznamoval, je pozitivno, korenito zaznamoval najbolj prelomen čas v slovenski zgodovini. Čeprav ta čas zanj osebno ni bil najbolj usoden, ni bil najtežji. Najtežji je bil čas
posmrtni obsodbi. In tista leta v samici in v zaporu. Ampak to ga ni zlomilo. In to, da ga ni zlomilo, da je to preživelo, ne, da je vedenje o tem, da je lahko tudi drugače, vedenje o tem, da se nekdo je tudi uprl temu in preživel in rekel, da je ta svoboda živela v njem in z njim, da je to v tistem ključnem trenutku, ne, ko so zidovi padali v Evropi in ko so se ideologije rušile, da so v tistem času obstajali taki ljudje, kot je bil on ali pa dr. Jože Pučnik, to je bistveno prispevalo k temu, da se je Slovenija osamosvojila in demokratizirala takrat. Samo s temi energijami, ki so se zbirale tukaj, rekel, za rešetkami in za zaprtimi mejami in cenzuriranimi knjigami in tajnimi fondi vnuk in tako naprej. In Udvo samo s temi energijami, brez tega, kar je takrat svobodna Slovenija v svetu, v zamestju in v pregnanstvu predstavljala od Benečije do Trsta in Koroške in Londona in Glasgowa in Argentine in Clevelanda in tako naprej. Slovence ne bi uspeli. Bi bilo premalo. In ta puščava bi bila še večja in bi zelo verjetno danes Slovenija notranja izgledala še slabše nekaj takšnega kot Rusija. Kjer tega ni bilo, ker je od oktobrske revolucije oziroma prevrata minil predolg čas in so tiste generacije v črnjanstvu umrle in ker je prišlo do teh sprememb v začetku 90-ih let, do razpada Sovjetske zveze, ni bilo kaj dodati. Ni bilo kaj dodati. In niso nastali temelji, ki bi vendarle omogočili, da se gre drugače naprej in to je danes, zaradi tega je danes Putinova Rusija pač regionalni delno tudi globalni problem. Torej, prispevek dr. Ljuba Sirca k temu začetku prehoda v slovensko normalnost je neprecenljiv. Je neprecenljiv in zaradi tega bo ta zavest ostala v kolektivni zavesti Slovencev in slovenskega naroda. Ne bo pozabljena, ne bo odšlo to z njim grob, ne bo to ostalo na zaprašenih policah nekega antikvariata, v neki knjigi, ki nihče ne bere, ker gre pač za nekaj drugega kot za zaprašenost. Tudi jaz v imenu vseh kolegic in kolegov v stranki, ki se je pridružil pred 7 leti, obljubim, da koliko bo v naši moči bomo pomagali, da tudi ta del njegove zapuščine, ki pač ni ugledal luč sveta, da se to zgodi čim prej in da bo se to bogatstvo na voljo tudi prihodnjim generacijam. Mi, ki pa smo danes tukaj zbrani in ki z družino delimo to bolečino ob tej izgubi, pa bomo dr. Ljuba Sirca ohranili v trajnem spominu kot velikega Slovenca, velikega človeka in velikega svobodnjaka. Tam, kjer pisana so polja, kjer pa je dobra volja, kjer nebo kipi planine, vedre so, neba sinine. Tam, kjer se sklze črvije, sonce pa nas posije, tam, kjer ptičice žgolijo, srca vsem se veselijo. Tam dom je naš in vaš, tam dom je naš in vaš, tam je so dekleta nagrobna. Nagrobna in preplita, pitje fantova so dmi.
smo mi in z nami vsi. Tak smo mi in z nami vsi. In z nami vsi. Prijatelji, obrodile so trte vince nam sladko, ti nam oživlja žile, srci razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trtih prsih obudi. Po trtih prsih obudi. Komu najprej veselo zdravico, bratje, šmo zapit, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Živi naj si narodi, ki krepeni dočakat dan, da kode sonce hodi prepiri sveta popregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed, bo mejak. Srca se ob koncu vsem, ki so sodelovali pri pripravi slovesnosti, ter vsem prisotnim zahvaljujem, ter vas v imenu družine Zver vabim, da se ob prijateljskem druženju zadržite v galeriji Mestne občine Kranj, s čimer bi se strinjal tudi dr. Ljubo Sirc.